Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na pobudo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Ragorja je v Čebelarskem centru v Lescah potekala okrogla miza, kako bo bodoče s semenarstvom. Same okrogle mize se je udeležilo precej zanimivih osebnosti, med drugim Leopold Pogačar, državni svetnik in župan občine Žirovnica, dr. Maja Kolar, ki je sodelovala že pri ustanovitvi biodinamičnega vrta, Sanja Lončar in še mnogi drugi. Lepo pozdravljeni na tej okrogli mizi. Pozdravljeni. Vi sodelujete že od vsega začetka tudi pri ustanovitvi biodinamičnega vrta, v katero so prestopile vseh 7 zgornjegorenjskih občin in semenarstvo na tem koncu se je že nekako premaknilo. Kako daleč pa je oskrba pri nas v Sloveniji? Kar se tiče ekološkega semenskega materiala, verjetno, ne? Tukaj je situacija kar precej pereča, bom rekla, zaskrbljujoča, zato ker več kot 90% ekološkega semenskega materiala uvozimo v Slovenijo iz drugih evropskih držav ali pa iz držav tretjega sveta. Pravzaprav tudi Ministrstvo za kmetijstvo tega podatka nima, koliko tega semenskega materiala se porabi, ampak tukaj imajo ekološki kmetje kar veliko težavo pri tej oskrbi. Vemo pa, da je semenski material ena primarnih surovin v samem kmetijstvu. Govorili pa ste tudi o bioraznovrstnosti. Ja, vsekakor. Mi imamo na Gorenjskem oziroma cela Slovenija je en res biotsko raznovrstno okolje, imamo še vedno lepo okolje, in v bistvu z tem, ko bi recimo, če bi dovolili več intenzivnega kmetijstva, bi ta biotska pestrost se lahko drastično zmanjšala, kar bi seveda tudi ogrozilo pridelavo naše lokalne pa zdrave visokokakovostne hrane. So pa obrodila semena tudi že na tem biodinamičnem vrtu vsako leto v Radovljici. Ja, vsekakor. Na biodinamičnem učnem vrtu, ki je Demeter certificiran, uporabljamo ekološka semena, Demeter semena in tudi izvajamo določene poskuse, da vidimo, katere sorte so bolj prilagojene našim razmeram, tako da nam tudi ta učni vrt služi kot nek kolekcijski nasad, da vidimo, kaj je bolj primerno in hkrati pač tudi povezujemo ta učni vrt z našo ekološko hranilnico semen, ki se imenuje semenjalnica, in tudi preizkušamo semena, ki jih imamo v semenjalnici. Kako vi pravzaprav pridete do trga? Nekaj se reklamiram lokalno. Letos sem sodelovala v Ticovem projektu Kmetova miza, kjer sem dobila zelo bogat odziv naših prebivalcev in sem dobila kar nekaj novih strank. Drugače se je pa treba kar za stranke potruditi, zato ker pravzaprav ne vejo, kaj je prednost ekološke in biodinamične z Demeter certifikatom pridelane hrane. To je hrana polnega okusa, res nas nasiti, ker ima v sebi veliko mineralov in vitaminov, veliko več kot konvencionalno pridelana. Demeter kmetje ne uporabljamo pesticidov, fungicidov in ostalih škropiv, delamo po naravnih načelih. Naša kmetija ima tudi krave z rogovi, ker je to pogoj za Demeter certifikat. Jaz sem se pravzaprav odločila za Demeter kmetovanje iz lastnega zdravja, ker mi je zdravje tako obšešalo, da sem bila zelo hendikepirana s to hrano, pa moram reči, da se je moje zdravje popravilo in sem zelo zadovoljna in zaradi teh stvari zdravstvenih kmetujem še naprej. V naši družini ni nihče po izobrazbi agronom, midva z možem sva čisti iz drugih poklicev, imam mecena, to se pravi moža, ki zasluži denar nekje drugje in ga vlaga v kmetijstvo. In kako vi ocenjujete to kmetovo mizo? Kmetova miza mi je bila zelo dobrodošla, zato ker so prišli ljudje iz raznih krajev in so spoznali, da je hrana na naši mizi takoj iz njive zelo okusna in zelo kvalitetna. Na začetku ste spregovorili o uredbi, ki naj bi bila sprejeta in je sedaj še v razpravi. Evropska komisija predlaga uredbe, ki bojo trajno spremenile, kako se bo tržil semenski material in kako bo na trg prišla nova tehnologija, ki omogoča, da gensko spremenjene rastline
za katere sicer pravijo, da niso zelo hudo spremenjene, da gre za spremembe, ki bi se teoretično lahko zgodile v naravi, no, da to pride na naš trg neoznačeno in brez naše pravice, da to zavrnemo. No, težava s temi uredbami je, da če se ti procesi zgodijo, mi govorimo o trajni izgubi suverenosti, govorimo o tem, da trajno kot potrošniki več nimamo možnosti izbire, ker izdelki, ki to vsebujejo, ne bodo imeli oznak in kar je najhujše, v osnovi bo prihajalo do kontaminacij, torej naše vrtičkarstvo, za katere smo ponosni, da je ekološko, naše divje rastline, tudi naši ekološki kmetje so s tem ogroženi, ker uredba ne dovoljuje državi, da to prepove, država pa sama naj se zmisli, kako bo zavarovala ekološkega kmeta. Kako ga bo zavarovala, če njegov sosed ne bo niti vedel, da kupijo genomsko spremenjena semena. Zaradi tega apeliramo, da tle treba ustaviti proces, da se treba temeljito pomeniti vsem tem in da če se bojo te tehnologije preverjale, mogoče kakšna izmed njih bo v redu, ampak jih je treba preverjati prvo v kontroliranih prostorih, torej v zaprtih rastlinjakih, gledati, kaj bo od tega mogoče ustvarjalo težave v okolju in šele potem postopoma v določenem procentu mogoče to spuščati naprej. To, da mi odpremo na stežaj vrata multinacionalkam, bo pogubno. Dodatni problem je v tem, mi se moramo zavedati, da trenutno več kot 60% trga drži samo 6 korporacij, od tega 2 korporaciji imajo že 40% trga. In te nove zahteve za registracijo semen so seveda pisane na roko tem velikim podjetjem. To pomeni, napisane so tako, da to vstopnino ta mal sploh ne more plačati. Da so to take zahteve po nekih tehnoloških rešitvah, elaboratih, vse v imenu zaščite potrošnika, da veliko podjetje z veseljem da €1 milijon, pa to registrira, vsi mali pa bojo odpadli, kar pomeni, oni s to zakonodajo omogočajo velikim igralcem, da poberejo dobesedno na trgu še tiste majhne pridelovalce semen, na katere mi računamo. Torej, vi menite, da je potrebna zelo široka razprava, predno se ta uredba oziroma zakon sploh sprejme? Prvo je to, torej napisan predlog stališča Slovenije, ki je bil na razpravi v Državnem svetu in potem v Državnem zboru, je povsem nesprejemljiv, zaradi tega, ker na nek način daje blanko karto, da se mi načeloma strinjamo, potem pa pišemo nekaj sicer svojih pomislekov, ampak zelo mlačno, če primerjamo z drugimi državami, ki so rekle ne in pika in ne strinjamo se, je naš odnos res zelo mlačen za tako nevarno zadevo, ki se predlaga. Udeležili ste se te okrogle mize o semenarstvu. Kakšen je vaš zaključek in kaj menite o današnji okrogli mizi? Ja, jaz sem po eni strani vesel, da so me povabili na to okroglo mizo v 3 vlogah. Kot župana, katera občina že zdavnaj sodeluje v projektu Semenarna, potem kot državnega svetnika, kjer seveda zastopam interese Zgornje Gorenjske, lokalne interese in širše, pa seveda tudi kot predsednika LAS Gorenjska košarica, kajti vse to je povezano. Zdaj, razprava je seveda pokazala, da je problem večplasten, kajti pogovarjali smo se o problemu genskih spremenjenih semen in s tem povezano uredbo Sveta Evrope, ki je v obravnavi v Državnem svetu in v parlamentu. Potem smo se pogovarjali nekako o pogojih za to ekološko kmetovanje in samo pridelovanje semen in pa seveda o tem, kaj je potrebno storiti. Tako da, če zaključim, jaz kot laik sem seveda poslušal strokovnjake z tega področja, moja dolžnost in vloga pa je, da seveda njihova prizadevanja podprem in če čisto potegnem črto pod to okroglo mizo, bom v Državnem svetu seveda zastavil vprašanje oziroma pobudo pristojnim, da bi se ta proces sprejemanja uredbe evropske in implementacije v Sloveniji nekoliko upočasnil, v smislu, da je treba opraviti še širšo razpravo. Po drugi strani sem pa optimist, kajti tudi tukaj sem prebral izjavo državne sekretarke Ministrstva za kmetijstvo Eve Knez, ki nekako povzema vse to v smislu, da je treba si vzeti čas, razmisliti in opraviti širšo razpravo.